O pomenu internacionalizacije je nemogoče govoriti neodvisno od ostalih ukrepov, kot so davki, izobraževanje, strukturne reforme in tako naprej. Internacionalizacija je pravzaprav posledica vsega, kar se dogaja v neki državi na makroravni, pa tudi na ravni podjetij. Lahko celo rečem, da je internacionalizacija odraz konkurenčnosti neke nacionalne ekonomije. V zadnjih nekaj letih pravzaprav ravno izvoz predstavlja najmočnejši steber slovenskega gospodarstva. Tako smo v letu 2010 v Sloveniji zrasli kar za 16% v izvozu, pa tudi v prvi polovici letošnjega leta v izvozu dobro rastemo, rast je 17%. Po drugi strani je pa še vedno kar veliko rezerv, kar veliko izzivov, ki nas čakajo na področju internacionalizacije v Sloveniji. Tako je še vedno 70% prihodkov slovensko gospodarstvo ustvarilo na domačem trgu. Po drugi strani je Slovenija tudi močno odvisna od tradicionalnih trgov v Evropski uniji, ki so v letošnjem prvem polletju zrasli za približno 17%, v državah BRIK-a pa smo rasli s samo 7%. Hkrati je v Sloveniji registriranih 11.000 izvoznih podjetij, ampak od tega jih samo 100, torej manj kot 1%, ustvari 60% slovenskega izvoza. Po drugi strani pa nekaj več kot 5% slovenskih podjetij ustvari 85% slovenskega izvoza. Tudi zato v Gospodarski zbornici Slovenije pripravljamo poseben program za razvoj internacionalizacije, ki zajema več kot 55 ukrepov in ki predvideva povezovanje in sodelovanje vseh nosilcev, tako od ravni države pa vse do ravni podjetij. Tu je seveda zelo pomembno, da bo sodelovala tudi nova vlada in da bo v internacionalizaciji prepoznala zelo velik pomen za slovensko gospodarstvo kot tako. Danes na mednarodnih tržiščih, ki so še vedno zelo zahtevna, tekmujejo ne samo podjetja, ne tekmujejo samo države, tekmujejo celotne regije. Zato želim še poseben pomen dati povezovanju in sodelovanju znotraj posameznih regij. Tu želim poudariti posebej pomembno sodelovanje na področju Zahodnega Balkana, tudi na področju osvajanja novih trgov, kot je to na primer Rusija. Tudi sistem izobraževanja je za internacionalizacijo izredno pomemben. Začne pa se seveda vse že v osnovni šoli, kjer moramo spodbujati mlade ljudi, da spoznavajo svet, da se učijo bistveno več kot do sedaj tudi o azijskih državah, o Latinski Ameriki, da spoznavajo medkulturne različnosti, nenazadnje, da se še hitreje in bolj učinkovito učijo tujih jezikov, med njimi tudi srbsko-hrvaški jezik, ki ga mlade generacije več ne obvladajo. Slovenija pravzaprav nima alternative. Naš naravni domači trg je Evropa. Korporacija, iz katere izhajam, ima v Sloveniji seveda vodilni tržni delež. Podobno kot ima vodilni tržni delež največja evropska korporacija na področju bele tehnike na največjem evropskem trgu. Vendar je ta trg, torej Nemčija, 40-krat večja od same Slovenije. Zato mora naš naravni domači trg v Sloveniji postati torej svet. In kaj pričakujemo od nove vlade z področja internacionalizacije? Predvsem to, da bo to področje prepoznala kot izjemno pomembno za razvoj slovenskega gospodarstva kot celote, da bo prešla od besed k dejanjem in da bo s konkretnimi ukrepi pomagala, da bo svet postal naš domači trg.